Kaj si spet nekaj zamišljena? O ognjišču spet razmišljaš, ne? Ma ja, te peči mi kar ne grejo z glave. A veš, ko smo bile zdaj na tej srednji šoli, pa sem se tako malo spomnila za nazaj, kako je bilo včasih, ko smo bili še mulci. Saj veš, ko sem ti že razlagala, kako je bilo pri naši babici, ko smo hodili tja čez vikend, pa smo sedeli tam v njeni krušni peči, pa se pogovarjali o ognjišču. Tako je bilo včasih, veš, tam se je vse dogajalo. Ne pa danes, le naju, kaj, sedeva se pred televizijo, se več sploh ne pogovarjava. Škaj se v meni zdi, da sem bila kot en dedek pa babica. Včasih, ko še en teden nazaj sva razmišljala, kam bo šla potovati, kje bova žurala. Zdaj pa vse, kar razmišljala, so te peči. Ja, samo imajo, veš, te peči nekaj, da te pritegnejo, neko zgodbo. Saj si slišal tudi Fujana, ko je rekel, da se zdaj peči vračajo, ne? Zdaj so spet moderne. A, pa še nekaj, veš, kaj sem gotovila? Tule v muzeju imajo razstavljene stare peči, ampak res stare peči. Ne od moje babice stare, ampak starih časov. Ful zanimivo. Kaj misliš, da so te ful stare, čisto drugačne od teh, ki jih danes delajo, ali so podobne? Evo, ne vem. Bi pa bilo zanimivo videti, ne? No, to je to. Aha, odkot pa izvirajo vse te najdbe? Ti najdbe so bile najdene prav na tem mestu, kjer stojijo ta trenutek. Namreč pri prenovi palače, naše hiše Mestnega muzeja Ljubljana, smo opravili obsežne arheološke raziskave. In pri teh raziskavah smo našli vse te predmete, lončenino, vrče, amfore in seveda kot eno zanimivost, to peč. Ta peč je bila namenjena peki kruha. Ohranjen je samo en del, spodnji del, manjka seveda zgornji kalotasti del, peč je bila zaprta in v njej so pekli kruh. Peč je na primer stara tam okrog 1800 let, se take stvari le redko ohranijo. Se pa je iz takih in podobnih peči kasneje razvila tudi lončena peč. Vaju o tem zanima kaj več? Ja, seveda. No, pa pojdimo pogledati. No, iz teh peči za peko kruha, ki jih poznamo iz rimske dobe, pa tudi že iz prazgodovine, so se razvile lončene peči, kot jih v določenih primerih poznamo tudi danes. Kaj pa pomenijo, kaj predstavljajo te motivi? No, ravno ti motivi nam nekje govorijo o razvoju, recimo, same peči. Govorijo o tem, kako so ljudje obravnavali oziroma razumeli nek tak predmet v hiši. Moramo razumeti, da je bila peč eden od osrednjih delov v hiši, okrog katere so se zbirali seveda vsi družinski člani. Kako ste pa te peči restavrirali potem? A ste za pomoč potrebovali tudi pečarja? Da, običajno je predvsem v primerih, ko imamo še ohranjene peči. Tak primer je bil tudi v našem muzeju, smo pred samo prenovo imeli na stalni postavitvi sestavljene peči. V takih primerih seveda nujno potrebujemo pečarja, da jih ustrezno restaurira, razstavi, prestavi in tako naprej. Vidiš, sem ti rekla, da bo zanimivo. Pa ja, pa to je točno to, daj poslušaj, ljubi. Glej, čeprav so ženske povezane z naravno plodnostjo in moški vsem, kar je stvar kulture, zapletenost metafor v mitih pomeni, da žensk ni mogoče kategorično usporediti samo z naravo.
Neki mit, ki je razširjen v Gvajanah, pripoveduje, kako je pravi moški, ki je živel od narave, dobil pridelano hrano od ženske, saj je sposobno za sajenje rastlin, izrazita značilnost njenega spola. Moški je tako skrbel za kulturo in ognjišče. Pa ja, pa to je to, kar sem jaz mislila. Pravi moški, pa ljubi, mi dva morava imeti kamin. Normalno, ognjišče, kamin. Ljubi, si mi poslušal? Ljubi. Ka? Ja, kamin. Vsak pravi moški, piše noter, mora doma priskrbeti kamin. Ljubi kamin. A ja?